Tudi mi smo se priključili akciji za lepšo Ljubljano, ki je potekala v sklopu projekta Ljubljana na poti do ogljične nevtralnosti 2030. Tako kot vsako leto, tudi letos v Ljubljani organiziramo akcijo za lepšo Ljubljano, ki vsako leto poteka v času od 22. marca na Svetovni dan voda in se zaključi 22. aprila na Svetovni dan zemlje. Kaj vse v tem času počnemo? Potekajo po celem mestu številne čistilne akcije, tako v organizaciji turističnih društev, kot tudi v organizaciji četrtnih skupnosti. Seveda se pa tej čistilni akciji vsako leto pridruži tudi Velika mestna družina. In ravno danes, Velika mestna družina čisti na različnih lokacijah po mestu. V tem trenutku smo v Tivoliju, znotraj krajinskega parka Tivoli Rožnik in Šišenski hrib, kjer sodelavci čistijo po različnih lokacijah. Vsako leto se nam pridruži tudi župan, ki prav tako prispeva k še bolj čisti Ljubljani. Prav tako čistimo tudi na Golovcu, pa v Zajčji Dobravi, predstavniki oziroma zaposleni v javnih podjetjih in zavodih, pa tudi okolico svojih objektov. Osrednja čistilna akcija za lepšo Ljubljano se vsako leto zaključi proti koncu, torej letos 19. aprila z tradicionalno čistilno akcijo Ljubljanice. Takrat seveda čistijo profesionalci in sicer pod vodstvom društva Vivero, torej potapljači, ribiči, čolnarji, reševalci in podobno, ki vsako leto čistijo Ljubljanico. To čiščenje Ljubljanice poteka letos že 34. zapored. In tisto, kar nas še posebej veseli, je to, da je vsako leto manj odpadkov. Od samega začetka do danes ugotavljamo, da je teh odpadkov kar 75% manj. Na ta dan, torej čez 14 dni, se bo na Šuštarskem mostu odvijalo marsikaj, številni dogodki, in kot rečeno, čistila se bo Ljubljanica. Pa ni vse. Pravzaprav v tem mesecu potekajo tudi številni drugi dogodki, vsi z namenom, da bo Ljubljana še lepša, da bo še bolj prijetna za meščane in meščanke. Tako zbiramo tudi drevo in drevored leta, drevo že 6. zapored, letos pa prvič tudi drevored leta. Do 13. aprila imajo naši meščanke in meščani priložnost, da preko spletnega glasovanja glasujejo torej za naj drevo in za naj drevored. Prav tako glasujemo v letošnjem letu že nekajkrat zapored tudi za naj blok in s tem seveda spodbujamo okoliške meščanke, meščane, prebivalce blokovskih naselij,
da še bolj intenzivno skrbijo tako za urejeno okolico v neposredni bližini, kot tudi druge ureditve, seveda tam, kjer živijo. In tudi pri Naj-bloku bodo končno besedo imeli meščanke, meščane in zbrali torej letošnji Naj-blok. Drevesa so za nas še kako pomembna, tako da v tem spomladanskem času veliko pozornosti namenjamo tudi zasajanju dreves. Naj povem, da je bilo v mesecu januarju in februarju zasajenih kar 1500 novih dreves znotraj krajinskega parka, torej v gozdovih Rožnika in Šišenskega hriba, pa na Golovcu in v Zajčji dobravi, torej na tistih delih, ki so bila bodisi zaradi vetroloma ali pa zaradi lubadarja nekoliko okrnjena in se sama niso mogla pomladiti. Prav tako zasajamo drevesa na javnih površinah, v tem času približno 300 novih dreves. Rada pa bi omenila še eno akcijo, ki je prav tako namenjena temu, da bo kakovost življenja za prebivalce še večja. In sicer projekt Zunaj prav v tem času poteka natečaj. To je projekt, kjer spodbujamo, da se sosedje, okoliški prebivalci med seboj povežejo in predlagajo številne akcije z namenom, kako še izboljšati svojo mikrolokacijo, kako narediti to okolico še bolj po meri njih samih. Gre za manjše projekte, kot so denimo ozelenitev njihove neposredne okolice ali pa ureditev vrtičkov, ureditev koloparka, postavitev mizic in skratka nekih kotičkov za druženje. In zelo smo veseli, ker smo znotraj te akcije do danes realizirali kar 37 različnih projektov. Predvsem so pomembni tudi zato, ker se med tem, ko se takšne akcije izvajajo, sosedje spoznajo, družijo in potem tudi za te aktivnosti skrbijo. Skratka, akcija Za lepšo Ljubljano poteka vsako leto, vse z namenom, da še izboljšamo, še polepšamo že tako lepo Ljubljano.